Tukaj je tudi kar bistveno bolj toplo. Evo, tu so te merelke, ki jih bom ubil. Tu so te, ki jih imam za v hribe. Tole je izvir. Moram kar hitro iti nazaj, ker ljudje čakajo, ne upajo se dol, hočejo, da grem jaz naprej. Prideš, greš čez ta most in nadaljuješ pot tukaj dol. Najljubši del reke Soče ali pa en najljubših, velika korita tamle dol je ful super za kopati. Poglejte tole, dragi gledalci, sej ležim, ne stojim, stati se ne bi upal, ker je preveč globoko. No in potem obstajajo takli stranski rovi. Boste videli, kam pridemo. Lep pozdrav iz Vršiča, poglejte, kakšen lep dan, pa tele macesni, zlate barve. Tole natančneje sem pri Erjavčevi koči. Musem plan iti na Slemenovo špico, imam pa sabo sopotnico in ona je šla pa v supergicah in kakor vidite, tle je sneg. In da ne bi kaj zdrsnilo, pa to, sem rekel, varnost je na prvem mestu, tako da bo pa en rezerven plan, tako da bo šla pa kaj drugega pogledati, bo pa ta Slemenova špica počakala za drugič. Zdaj so se pa sopotnice odpravila dol proti dolini reke Soče in tukaj so se ustavila na tem razgledni točki Šupca. Sem tukaj že bil, pa sem malo pozabil točno, kaj se tle vidi. Verjetno pa, da je zanimivo. Razgledna točka tukaj res ni slaba. No, to je ta Vršiška cesta, ki je povezovala dolino reke Soče pa Kranjsko goro. No, tamle gor je Vršič. Tukaj malo bližnji hribi, za nami je pa dolina reke Soče. Zdaj sva pa pri koči pri izviru Soče in greva do izvira Soče. Tlele gor naprej je ne 15 minut za hoditi maksimalno. Sem pa jaz sicer obut v merelkah, ampak te imam jaz, jih vsak dan obuvam, tako da bom une obu malo bolj resne, pa da si te ne umažem preveč. Evo, tu so te merelke, ki jih bom obu. Tu so te, ki jih imam za v hribe, letos nove. Imam pa identične, 5 let stare, une imam pa tisti, ki me spremljate, pa veste, za kositi travo. Tako da so zelo vzdržljive, pa udobne so. To so tako udobne, da vam ne morem povedati, da so tako fino v njih hoditi. Sicer imam tudi zdaj obute merelke, ampak te imam za čez dan hoditi, te so take bolj fancy in jih nočem umazati, zato si bom preobul. Škoda, ker se je sonce skru za oblaki, drugače pa takole, takale pot vodi. Gor, maksimalno 15 minut, mogoče še manj, boste videli gor pa izredno zanimivo. Zdaj smo pa že čist blizu, malo se je naredila gužva, ker se ljudje ne upajo jeti. Tudi za mojo sopotnico je tole bil malo presenečenje, upam, da ne bom imela težav tle jeti. Tole je kar malo plezalen del, ampak moji sopotnici gre kar dober. Sem jo posnel, samo ona noče biti na videu, tako da ne bo zdaj treba še tole dol pridati. Je pa malo drsi najvrš, ker je, vidite, kapla, ampak če si tle, moraš do dol pridati. No, zdaj smo pa pri izviru. Tole je izvir. Moram kar hitro iti nazaj, ker ljudje čakajo, ne upajo se dol, hočejo, da grem jaz naprej, pa tako da malo gužvice je, drugače pa lepo kot vedno.
Zdaj pa greva že nazaj in lejte, tukaj je kar za tiste, ki imate težave z višino, je kar mogoče malo problem, ne? Tako da polovica tle ljudi ni šlo. So prišli do tamle 20 metrov nazaj, ampak ta del je najlepši, ne? Tako da splača se iti, ampak precente, a ste to zmožni ali ne, mečkan je nevarno, ne? Posebno, če nisi navajen takole plezati pa to, ne? Tole je pa meni en bolj zanimivih mostov na reki Soči. Tle sem se že velikokrat ustavil, naredil odlične posnetke. Glejte, in to modrino reke Soče, kaj bo tle super fotke, pejte na Instagram pogledati, ker bojo res super fotke. Evo, pa na to stran tudi. Kaj češ drugega reči, ker zelo lepo. Tukaj je tudi tale, lejte, Soška pot in tle prideš, tamle je potka na levo, prideš, greš čez ta most in nadaljuješ pot tukaj dol. Ta pot je zelo dolga, ne vem točno, kje se začne, po mojem tam pri izviru reke Soče, pa gre ful daleč, ne vem točno kam, ampak tole mora biti ful zanimivo, tako da enkrat bi jaz to šel prehoditi. Tukaj smo pa že prispeli do malih korit. Vejte, zakaj mala korita? Zato, ker gre čisto ozko korito. To so na eni strani, na drugi strani, lejte, tukajle, tudi lepo. Potem gremo pa še velika korita, tiste pa še večja fantazija. Tole pa je meni osebno najljubši del reke Soče, ali pa en najljubših. Velika korita, tamle dol je ful super zakopati. No, najbolj zanimivo je pa od tukaj naprej, lejte, kako gre tle noter korito, se bova pol sopotnica tudi sprehodila še naprej. Pričakujte neverjetne posnetke. Zdaj smo pa tukaj čist spodaj in vidite, kako so te korita lepa. Tamle iz tistele skale na desno sem pa skakal včasih. Pa Tjaša je tudi skočila, se mi zdi. Voda pa mrzla, tako da vam ne morem povedati. No, zdaj pa še sprehod gor od mosta naprej. Glejte, kako je to. Potka gre takole, ne? In dol korito, ne? Ampak to so nori razgledi, glejte. Ne? Seveda pa spet pazljivost ni odveč. Ne? In ta potka gre naprej in mi gremo naprej in boste videli, kaj bo še takihle zanimivih. Jaz sem tole vse že večkrat videl, ampak gledajte, tlih tega se točno ne spomnim, kaj se bo dol videlo, ampak jaz sem prepričan, da se bo videlo nekaj fantastičnega. Seveda tudi tlele ful treba paziti, ne? Da neko pa veš, se tule kaj otrga dol ali kaj tazga, ne? No, lejte, fantazija, kaj pravite? Noro dobro. Še en vrhunski razgled, to človek skoraj verjetno ne more, lejte. Koliko cajt je to moglo biti, da je reka takole izdolbla to korito. Lejte, kjer se nadaljuje. To je res nekaj za videti. Poglejte tole, dragi gledalci, sej ležim, ne stojim, stati se ne bi upal, ker je preveč globoko. Evo sem pa še mal. Noro, a ne? Tukaj sem malo iz glavne poti skrenil, ker se mi zdi, da tukaj bo pa najbolj huda. Ja, lejte. Tale dol grem, pa lepo kele naprej posnamem in sliko naredim, tako da še enkrat vam rečem, pejte na moj Instagram profil Tomaž Gorec, kjer boste videli cel kup lepih slik. Evo, takole izgleda, da sem se tlele vlegel dol.
Če v tole vodo padeš ali pa se nekako not znajdeš, del je zelo. Teh zanimivih točk kar ne zmanjka, lejte. Ne zmanjka in na vsaki se kar nekaj časa, zato ker, lejte, naredim slikce, posnamem in je res dobro. No, zdaj sem še malo oddalil, da majčkeno več vidite, lejte. Fantazija od fantazije. Te napišite v komentar, kaj mislite o tem. A lahko kdo reče, da je tule brez sveze jeti pogledat? Jaz mislim, da ne. Pač izbliz imamo. Tole je pa trdnjava Kluže. Sem bil že večkrat tukaj, tudi na mojih videih vidite. No, tako da tole pogledava, pogrejo pa na drugo stran, lejte, tamle, je pa tamle en tunel zanimiv. Okoli pa seveda zanimive gore. Tle, če bi šel pol naprej, prideš pa do tiste trdnjave Herman. No, zdaj smo pa že na drugi strani. Tukaj je samo malo ena kratka jama. Noter ne bom rinil, ker ne boste nič videli, ker je tema. To je pač umetno narejena med vojno oziroma pred Prvo svetovno vojno. No, zdaj gremo pa tukaj naprej. Ste videli, pridemo pa do enega tunela, ki je pa tudi zanimiv. Takole izgleda vhod v tale bunker. Ne vem, se ne spomnim, koliko je tole kaj svetlo. A je kaj razsvetljave ali ni čisto nič? Ja, je. Samo se bo vseeno bolj kot ne slabo videlo, ampak vseeno pa veliko boljše kot nič, ne. Tukaj je tudi kar bistveno bolj toplo. No in potem obstajajo takili stranski rovi. Boste videli, kam pridemo. Lejte, tukaj je pa pač najbrž en mitraljez bil in je tlele gledal na cesto, če bi sovražnik šel, da ga napade. No, tukaj so zdaj pa že ven iz tunela in takole izgleda, se pravi, tle je bil tudi en mitraljez, če bi kdo prišel, ne. Je pa ta tunel dolg ene 200 metrov, bi rekel, nekaj tacka. Tukaj, če nadaljujete pot, je pa taka lepa pot do pa tega Fort Hermana, pa tudi do Rombona, ki pa še nisem bil, ker je zame majčkeno preveč naporen. Tole smo pa že v Kobaridu, tole je pa kostnica, kjer je pokopanih oziroma so kosti, mislim, da 7014 italijanskih vojakov. Od tega jih je bilo tam skoraj 3000 neznanih. Tudi teh vojakov, ki so pali na soški fronti. In tole, ki sem tudi sliko z drona videl, veličastno. To je en arhitekt, ki par oziroma dva Italijana sta to naredila. To je menda leta 1938 odprl Mussolini. No, v glavnem arhitekturno zelo zanimivo, pa tudi zgodovinsko, pa na lepem kraju. Zdaj do tle gor pele križev pot, mislim, je cesta, dol Kobarid, dol naprej dolina reke Soče. Tole je pa cerkev svetega Antona, saj bomo prišli bližje. Tukaj na vrhu pa ta cerkev svetega Antona. Jaz zdaj ne vem čisto točno, kje so te kosti. A so noter, kje vmes, tle, ki so te nadstropja. Ne vem. Cerkev je sicer odprta, ampak samo do tlele, ne. Tle ni nobenih kosti videti. Tako da morajo pa drugje svečke gorijo.